začetku so bili hibridni in nato električni avtomobili precej čudnih oblik. Zdaj, ko jih izdeluje že večina avtomobilskih proizvajalcev, pa lahko opazimo zanimiv preskok v oblikovanju avtomobilov. Oblikovalci so se nekako sprostili, omejitve, ki jih zahtevajo klasični motorji, pa so izkoristili sebi v prid. Pri Audiju z oznako e-tron označujejo njihove električne avtomobile, z oznako Q pa križance. Kombinacija obojega je bil najprej večji e-tron, zdaj pa je tu še manjša in precej cenejša različica. V notranjosti se sicer prepozna Audijev oblikovalski slog, a so nekatere stvari vseeno narejene precej lepše in bolj moderno. Z opremo v avtomobilu je vedno tako, da je ta precej odvisna od debeline denarnice. Dražji kot je avto, dražja je dodatna oprema. Zaradi nje je tale Q4 e-tron videti lepše oziroma bolj športno. Pohvalno pa je zaradi doplačil opremljen tudi z večino varnostno-asistenčnih sistemov, ki pa vožnjo precej olajšajo ter jo zagotovo naredijo bolj varno. Električni motor ponuja 150 kW in 310 Nm navora, kar zadostuje za pospešek do 100 km/h v 8,5 sekundah, največja hitrost pa omejena na 160 km/h. Baterije si mraza ne želijo. Verjetno se vam je že kdaj zgodilo, da ste v zimskem dnevu začudeno pogledovali na vaš pametni telefon, kako hitro se baterija prazni. Z avtomobili je enako. Mraz drastično vpliva na zmogljivost baterije in čeprav je v tem avtu največja mogoča, z neto kapaciteto 77 kW, se v zimskem času v idealnih pogojih prevozi dobrih 350 km. Je pa potrebno priznati, da se jih udobno in kvalitetno. In tako se spet vrnemo k oguljenemu stavku: električni avto ni za vsakogar. Ker vsaj po zimi je fino, če imate polnilnico pri roki oziroma doma. Sicer bodo postali obiski javnih polnilnic vaša stalnica. A spet, če vam je to ok, je za vas ok tudi električni avto.